V okviru praznovanja 70-letnice občine Ljutomer in občinskega praznika so v parku prvega slovenskega tabora podpisali pogodbo o rekonstrukciji cestne infrastrukture prva faza in vodovoda v Podgradju. Veseli me, da smo tudi v družbi mladih ljudi, ki bodo prisostvovali temu podpisu v našem parku prvega slovenskega tabora, kjer so se v preteklosti res dogajali zanimivi dogodki in kjer se seveda zelo dobro počutimo. V naši sredini pozdravljam direktorja družbe Legartes, gospoda Matjaža, s katerim bomo danes podpisala pogodbo za rekonstrukcijo cestne infrastrukture prva faza in vodovoda na Podgradju. Seveda mi dovolite, da se najprej zahvalim tudi mojim sodelavcem občinske uprave, z nami so tudi Andreja Torič in pa Mitja Kolbel, saj so se aktivnosti za investicije oziroma projekte, ki so se zgradili v naselju Podgradje, začeli že v letu 2021. Bilo je potrebno seveda pridobivati služnosti, potrebno projektno dokumentacijo, kajti v letu 2021 in 2022 smo že izgradili kanalizacijo v dolžini 2 km. To je bila investicija, ki je znašala nekje 470 000 evrov in za to investicijo smo tudi uspeli pridobiti nepovratna sredstva Ministrstvo za gospodarstvo in turizem, in sicer v višini 230 000 evrov. Sedaj seveda se moram zahvaliti tudi krajankam, krajanom, prebivalcem te vasi, namreč zelo potrpežljivo so čakali, da je prišlo tudi do tega podpisa. Po eni strani je to v redu, da se posede cestna trasa in da potem pristopiš k kvalitetni izvedbi. Tako da smo seveda sedaj tik pred podpisom omenjene pogodbe. Dovolite mi še samo nekaj podatkov, in sicer javno naročilo je bilo seveda objavljeno na podlagi projektne dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje PIS iz Trbovlja. Gradbeno dovoljenje je izdala upravna enota Ljutomer 3. junija 2026, za gradbeni nadzor pa je bil izbran gospod Rudi Sever. Glede samih gradbenih del je občina objavila v mesecu maju 2026 javno naročilo. Odpiranje ponudbe je bilo 19. junija, prejeti sta bile 2 ponudbe in kot najugodnejši je bil izbran ponudnik Legartes Trimljene iz Lendave. Partner v tej skupni ponudbi je družba Nograd iz Hotize, Petrova ulica 41. Pogodbena vrednost del znaša skupaj 1,8 milijona evrov brez DDV oziroma z DDV-jem cirka 2,1 milijon evrov. V prvi fazi projekta se bodo sanirale ceste v skupni dolžini 2 km, zgradil se bo enostranski pločnik in pa tudi uredila nova javna razsvetljava v skupni dolžini 1,4 km. Prav tako moramo sočasno tudi rekonstruirati vodovod v delu naselja Podgradje v skupni dolžini nekje 1 km. Ta projekt pa zajema tudi obnovo hišnih priključkov. Nadzor nad investicijo bo izvajal inženiring Krajner Štefan iz Murske Sobote. Upam, da nam bo seveda vreme služilo, da bodo seveda krajanke, občani potrpežljivi in da bodo dela izvedena do 15. oktobra letošnjega leta. To je rok za cestno infrastrukturo in pa cestno razsvetljavo, se pravi za to, kar danes podpisujemo pogodbo. Potem, ko sta županja in direktor podjetja Legartes Matjaž Hozjan podpisala pogodbo v vrednosti 2 160 822,99 evra, je županja odlikovala še dosežke študentov in dijakov iz občine, ki so dosegli viden uspeh. Vesela sem in seveda počaščena, da sem danes v družbi izjemnih mladih ljudi, ki so dosegali v letošnjem letu izjemne rezultate. Tukaj
v parku prvega slovenskega tabora. V naši sredini zelo lepo in toplo prijazno pozdravljam in seveda povabim k omizju Nikija Zmazek, Nejca Cimermana in pa Aneja Smodiša. Mladi trije fantje, ki so res dosegali izjemne rezultate. Niki Zmazek je prejel nagrado za najboljšo diplomsko delo na področju tehnologije vodenja procesov. Inovativni protinihajni sistem razvit v podjetju Metalna SRM in osvojil prvo nagrado. Iskrene čestitke. Zdaj pa bi vseeno malo te izvala, glede na to, da si dobil prvo nagrado in dosegel take izjemne rezultate, da boš pa vseeno malo povedal in nam zaupal, kako ti je to uspelo. Avtor najboljšega diplomskega dela, kot smo slišali na področju tehnologije vodenja procesov, je razložil, zakaj je delo pomembno za prihodnje preprečevanje morebitnih neželenih učinkov nihanja. Ukvarjam se z regulacijami. To se načeloma ukvarjamo vsi vsak dan na dnevni bazi, pa se tega sploh ne zavedamo. Gre v bistvu za reguliranje nekih veličin, s katerimi skušamo uravnati nek sistem. Jaz sem se pač specifično sfokusiral na žerjav. Želel sem narediti protinihajni sistem, se pravi, vsi, ki so že kdajkoli videli žerjav, vejo, da jeklenica ni toga, da se v bistvu to maje. In zdaj tako majanje traja dostikrat tam cirka 10 sekund. Zdaj, če to pomnožite z 100 cikli na dan, pridejo ven ure. No, jaz pa sem to zadevo odpravil z napredno regulacijo, s katero sem čas več kot prepolovil. Tako da je zdaj ustalitev bistveno hitrejša, kot je bila prej. In če povem prvotno, jaz nisem to sploh nameraval narediti v sklopu diplomske naloge, ampak se mi je zdelo tako fenomenalno in tako dobro je na koncu izpadlo, da sem kar še to zapisal v diplomu, kar pa je bilo tudi prepoznavno na koncu pred komisijo v Ljubljani in zato sem tudi dobil najboljšo nagrado v Sloveniji s področja vodenja. Je namen, vsaj tako sem prvotno gledal, zdaj trenutno še ni za uporabo, zato ker še moram nekatere zadeve nadgraditi, ampak ja, je pa zelo dober začetek. Področje gostinstva in turizma ponuja številne priložnosti, ne nazadnje pa je panoga močno prisotna ne le v regiji, ampak tudi širše. Zato gre pozdraviti odločitev mladih, ki se odločajo za te poklice in hkrati dosegajo izstopajoče rezultate. Dobitnik mednarodnih srebrnih priznanj pravi, da je dobil navdih že v osnovni šoli. Potem sem pač samo nadgradil znanje, se odločil, da grem v Radence, v gostinsko šolo in tam samo nadgrajujem znanje, ki sem ga že imel. Bolj me osrečuje gastronomija, v tem se vidim v celem življenju, da raziskujem nove okuse in tako dalje. Dobitnik 2 srebrnih mednarodnih priznanj vzpodbuja tudi vse, ki se bodo še odločili za poklic v panogi. Naj ni sram, naj se prijavljajo na tekmovanje, ker veliko vidim tudi na naši šoli, da veliko jih je sram pristopiti na tekmovanja in tako dalje. Naj ni sram, naj gredo na tekmovanja, ker če greš na tekmovanje, pokažeš tudi drugim, koliko zmoreš in se ti odpirajo nova vrata. V Srednješolskem centru Ptuj so sodelovali pri mednarodnem projektu Climate Detectives Evropske vesoljske agencije, pri čemer je sodeloval dijak iz ljutomerskega okolja. Projektna naloga je v Sloveniji zmagala, udeležili pa so se tudi srečanja v Rimu. Ja, v bistvu je vse šlo za mednarodni projekt od vesoljske postaje ESA. Šlo za projekt Climate Detectives, ki v bistvu se gre za to, ko se gledajo mesta, ki se pač vsaka ekipa zbere svojo pač projektno nalogo, kako bi pomagala sveti, pač kaj je boljše pa to. In mi smo za sebe našli pač, ki smo videli v totih vročih mestih pa to, ki so asfaltna parkirišča in to, in se mesta fejst pregrebljajo.
in je preveč vroče in mi smo pač iskali alternativne načine, kako bi pač tu zajezili, kako bi bilo boljše. In smo na podlagi tega tudi tam na Ptuju na občini bili, smo se dogovarjali, kakšne načine može une. In smo z tega, tudi smo se pomagali z sateliti, ki smo gledali pri Copernicus browsera, ko smo gledali, kako se skozi leta, gledali smo leta 2016 pa do zdaj v bistvu 10 let sliko, vsaki mesec, kako se v bistvu segrevale v mestah. Gledali smo New York, Tokio, Maribor in Ptuj. Tu smo vse gledali in smo iz tega napisali projektno nalogo, ki je zmagala v Sloveniji in smo zaradi tega tudi šli za 5 dni v Rim, na vesoljsko postajo. Smo tam imeli predavanja in res je neverjetna izkušnja, ne moreš si to sploh predstavljati, kako je to. V bistvu smo gledali tudi zato, da se nove stolpnice gradijo, pa to, recimo tako zdaj bloki pa to, da se v bistvu strehe, ki so navadne, se recimo zamenjajo s kakšno gori, ker recimo trava ali pa kaj, ki v bistvu teža se načeloma ne spremeni, samo pač ne proizvaja teko toplote, gori tisti beton ali pa pač kaj bi bilo, ki se večinoma zdaj ravne strehe delajo in tu bi lahko to bilo izvedljivo. Na parkirišča bi šle tote zelene mreže, kao tudi posadljivo. Trgi bi se recimo, kjer granitne kocke, kjer večinoma samo beton, pa je to. In če so granitne kocke že lahko vse in to dosti meje toplote proizvaja, kako pa samo asfalt. In tako smo to nekako našli. Ja pa še puno zadev, ki se res lahko poleg poglobiš, kaj najdeš. Ko mladi združijo moči vsak svojega področja, se, kot lahko vidimo, za prijaznejšo prihodnost ni bati, le priložnost jim je treba ponuditi. Vsi imate nekšno zanimivo področje, ki bi se lahko malo izmenjale izkušnje, pa bi se nekaj dobrega zgodilo za našo občino. Jaz sem zelo res presenečena, ko se mladi res takšnimi temami ukvarjate in ko razmišljate tako proaktivno v pravi smeri, zeleni smeri, nekih posodobitev, nekega razvoja, katerega mi pač v Lotmerki najbolj poudarjamo. Res je fajn v vaši družbi, jaz vam želim seveda ogromno uspehov še naprej. Če boste kdaj seveda želeli za našo skupnost narediti kakšno nalogo ali kaj, ste dobrodošli pri nas na občini, se lahko tudi kakšno stvar pogovarjamo. Občina je vedno bila tudi konkurirala z večjimi evropskimi mesti. Prvo celostno prometno strategijo smo imeli za Bardenom pa Toulousom, to so bila večmilijonska mesta, ki so dejansko tudi nas prepoznali kot eno izmed najbolj perspektivnih. Tako da prihodnost je v vas mladih in hvala lepa, da se trudite. Res, hvala, da ste prišli, hvala, da ste si vzeli čas in te uspešne zgodbe delili z nami. Ob koncu je županja vsem 3 mladim podelila monografijo občine Ljutomer in jim zaželela veliko uspehov v prihodnje.